Lep in prijazen večer vam želim iz Dunaja, natančno iz ulice Marija Hilferstraße ali pa ulice Marija Pomagaj, ne vem zakaj. Ni nam naj, ampak tako se imenuje ulica. No, tukaj je delno dovoljen promet in tukaj je kar nekaj trgovin, ki jih je vredno obiskati, če boste šli na Dunaj. V bližini je kar nekaj zanimivosti, ki jih je vredno videti. No in povemo še to, da so ulico poimenovali po cerkvi, ki je tu nekje v bližini. Mi tako dolgo ne bomo snemali, ampak smo vam želeli pokazati večerni utrinek iz Dunaja, kjer vidite, kakšen je utrinek v soboto. Dunaj oziroma na najdaljši avstrijski nakupovalni ulici. In to je Marija Hilferstraße. Zanimiv lokal je tole, pa piano, ki ga ne boste našli v Sloveniji, samo pozdrežna restauracija, kjer si lahko kar pri kuharji naročite neposredno jed, ki jo izberete iz jedilnika, kar je zelo zanimivo. Dunaj je res nekaj posebnega, saj ima široko paleto raznovrstne ponudbe, tako za tiste, ki imajo nekoliko manj pod palcem, pa tudi za tiste, ki imajo nekoliko več. No, tisti, ki imajo nekoliko več, pač morajo vstopiti do ulic, ki so v bližini Hofburga oziroma palač, cesarski palač, nekje za našim hrbtom. No, zanimiv je tudi lokal, imenovan Bortolotti, no, gre za slaščičarno ali pa kavarno, kakor ljubše, kjer v bistvu strešajo res na prijazen in zanimiv način. Predvsem pa zanimivo to, no, to je ta lokal, ki vidite tukaj. Je oranžno rdeče barve. Upam, da je za tem drevesom, ga vidite tamle. In zanimivo, da v njem strežejo predvsem delavci iz Italije, kar seveda nobenega tukaj ne moti in je obisk prav res velik. No, to je bil kratek utrinek iz večernega nedeljskega Dunaja iz Marija Hilferstraße. Osemejte, kjerkoli ste, in prijazen večer vam želimo še naprej. Vsem tistim, ki boste pa bili priti na Dunaj, priporočamo, da to prijete med 16. in novembrom in naprej, ko bodo kar na 25 mestih postavili različne stojnice z različno ponudbo in predvsem raznovrstno ponudbo. No, tako da bo njihovo predbožično dogajanje tukaj res zanimivo, pa tudi cene bodo kar zmerne, se tako pravijo domačini. Lepo se imejte in lep prijazen večer vam želimo še naprej. No, in tule bomo zaključili v tem znaku.
in pravijo tako, da naredimo kot piše. Naslednje.